Odprta, tako ali pa drugače digitalno, tega pa res še nisem videl. Naslednji report z Frankfurta začenjam na Fordu. Pri Fordu se letos vse vrti okrog elektrike, tako ali pa drugače. Avti, ki so jih predstavili, so bodisi blagi hibridi, navadni hibridi, ali pa priključni hibridi. Kar se tiče novosti, največja novost je Puma. Bom malo pokazal, ostalo pa... Tam na zadnji je ta nov Explorer, vlog o tem avtomobilu na predstavitvi sem že bil. Evo pogled, takole se grejo pri Fordu, kar gledaš je Focus, blagi hibrid, poleg njega Fiesta, prav tako blaga hibridna, praktično identična tehnologija. Tukaj zraven je Mondeo hibrid, po mojem mnenju zgleda res opasno, predvsem zaradi tega gobca, zaradi te maske pa res kulskih platišč. Tukaj na koncu imaš pa priključenega hibrida Tourneo Custom Plug-in Hybrid. Ampak, tako kot sem rekel, Ford v tem salonu večina pozornosti posveča Pumi. Jaz ta avto zdaj prvič vidim v živo. Lušten crossover, zelo tekoče linije, podobna tehnologija, ki sem jo prej omenil, se pravi blago hibridna. Evo pa, da ti avto pokažem malo odbližje, ker tam je preveč gužve. Poglej, takole zgleda. Moram reči, da mi tale linija, ki steče takole prek žarometa, malo spominja na določene Ferrarije. Drugače pa točno tale Puma opremljena s paketom ST-Line, zato zgleda še malo bolj športno. Pravzaprav se kar malo veselim, da se v ta avto enkrat posedem, pa da ga zapeljem en krog, in grede plug-in Kuga, to sem pozabil omeniti. In to je, pri Fordu, kar se tiče novosti, to. Malo pa lušten štand, veš, sem rekel, da se vse vrti okrog elektrike, veš, kaj tukaj piše? Go Electric, pa še outdoor, narobe berem, outdoor erlebnis. A Nemci malo miksajo nemščino pa angliščino. No, se mogoče, če rečeš outdoor ful po nemško, outdoor, je pol rata nemško. Mingrede, ja veš, da je tole. Sebastian Plevnak z Miho Merlakom, predvidevam, snema prispevek za avtomobilnost. Naslednji pit stop je pri Hondi. Kolega novinar mi je rekel, da so končno, ampak res končno, pokazali serijski majhen električen avto, čak tu se že imenuje i-neki. Fora je, da so oni ta avto napovedovali že stari, jaz imam feeling, da vsaj že 10 let, a pa recimo 7-8. Daj, tole je najnovejša Honda, imenuje se Honda i, zelo preprosto ime, gre za povsem električnega malčka. Tako ti mi rekel, ker sem jaz prvič tale koncept videl, imam feeling, da sem od takrat še lase. 20 kg manj tudi. Ok, nemo ga pogledati. Všeč mi je za začetek to, da avto dizajnersko ostaja zvest študiji, kolikor toliko. Se mi zdi, da tale vratca oziroma loputa, ali kaj je to, da se bo tukaj avto filal, je pa dizajn zelo, mislim, tegale pa res ne boš mogel zamešati z nobenim drugim avtom. Dve stvari, zelo je ekspresiven, unikaten, obenem pa zelo preprost, mal potez. Imam feeling, da bi bil, nisem ziher, hotel sem reči, da imam feeling, da bi bil Robertu Lešniku všeč, ko on vedno prav, Kaj je perfekt, vzem še eno linijo stran. Hvala, gospod. Lepa srajca. Gremo mi kar zadnji, Aha, placa, vidiš koliko je prej zdaj sprednji zid pomaknen čist nazaj. Pravzaprav je celotna armaturna plošča podprta tako ali pa drugače digitalno. Tega pa res še nisem videl. Vidiš pa špegli niso običajni, je kamera, ki projicira sliko tjale v kot. Pa imaš tukaj navigacijo, s katero se igra lahko tudi sovoznik, še neki drugi podatki, pa pol pred voznikom valda, kaj pa drugega, digitalna instrumentna plošča. Tale druga vrsta, mehna vrata, tudi mehna luknja za ven pride. Spredi, da bo pa dosti placa, se mi zdi. Cool, Pa na hitro so še malo tehnikali, baterije so v podnu, njihova zmogljivost je 35,5 kWh, dosega mislim, da ne bi bilo za okrog 200 km ali pa dobrih 200 km. Na izbor ne bi bile dvoje zmogljivost, 100 ali pa 113 kW. Zanimivo, me zanima, kdaj avto pride v Slovenijo. Cena na nemškem trgu ne bi bilo okrog 33 jurjev, zdaj pa imamo pa naprej. Pa da noter rekel, da nisem Type-Ra pokazal. Evo ga, to pa samo zato, ker se veš, Type-Ra se ne moš nikoli naveličati. Zdaj pa, če že sosed od Honda Continental, pa še tja pogledati. Tukaj pri Continentalu je situacija pa taka. Zbrati, kaj povedati, je ful težko. Ne pozab, to sem že večkrat poudaril, pri njih gume predstavljajo koliko 25-26% celotne aktivnosti. Ni je skoraj nekega področja tehnologij, ki so zelo tesno povezane, predvsem s prihodnostjo mobilnosti, kjer ne bi bili zraven. Jaz sem si vse skupaj pogledal, zbral sem pa dve stvari, ki se mi je ful zanimive, pa sem ziher, da bojo tudi te. Tale modul za mano, zdaj se ga ne vidi dobro, bi rad pokazal. Pravzaprav zgleda zelo hecno, gre za nekakšno odprto polovico avtomobila z ogromnim zaslonom tam spredi. Zdaj pa da pojasnim. To okolje valjda simulira avtonomno vožnjo v prihodnosti.
In ta prototip ponazarja, kako bi lahko izgledal en dan povprečnega voznika na poti na letališče, v službo, na izlet, nima veze. Najprej je voznik v popolni kontroli, torej voz avto. In zato je zaslon manjši, pogrezno armaturno ploščo, voznik ima v tem trenutku vso kontrolo. No, potem se pa ti odločiš, da bi pa rad, da avto pelje sam. Mogoče moraš opraviti konferenčni klic, morda bi rad pogledal film, ali bi pa rad poslušal muziko, nima veze. Skratka, ne bi več rad pel. Pa se pa začnejo stvari dogajati. Iz armaturne plošče pride ven večji del zaslona, na voljo imaš filme, muziko, karkoli. Lej, to izgleda takole, sem posnel. Recimo šipe pri avtomobilu, ki greš ti v avtonomni način in je zaslon kar naenkrat bistveno večji, ki ponuja več informacij, se zatemnijo. Veš, avtomobili, ki se bodo vzporedno vozili, ti ne bi rad, da ti gledajo na zaslon, kaj se dogaja. Ti bi rad imel neke zasebnosti. Huda fora, ne? Pa še en dokaz celostnega pristopa je tudi to, da tale koncept, tako kot tudi avtomobili v prihodnosti, verjetno, ne bo imel klasičnih zvočnikov, a več s posebnimi aktuatorji ti poskrbiš za to, da površine v avtu, materiali, ki te obdajajo, vetrobransko steklo, stranice vrat postanejo zvočniki namesto klasičnih zvočnikov, avtomobili so potem lahko zaradi manj komponent lažji, učinkovitejši, varčnejši. Ok, zdaj pa preden zaključimo, bi ti rad pokazal eno zelo posebno gumo, pravzaprav en tak hecen hibrid, tesno združitev gume s platiščem. Lej bom razložil. Poglej, to je to čudo, zdaj pa da razložim, kaj to pomeni. Za začetek, ta feltna je opremljena s skupnimi senzorji, ki pomagajo gumi, preverjajo, kakšen je tlak, preverjajo, kakšna je obraba. Zdaj pa da razložim, kako ta reč deluje. Vrhunsko, zelo preprosto, zelo pametno. Gola osnova, kolo, ki se ti voziš, se vrti, drži? No in ko se kolo vrti, se tukaj ustvarja centrifugalna sila. Je res? No potem imaš pa en tak zelo preprost sistem sestavljen iz, dajmo temu reči, to je en takle bat, pa vzmet, vidiš dva sta. In ko se dogaja centrifugalna sila, vpliva na njih in ta bat pritisne navzgor. In veš, kaj se dogaja, ko se to zgodi? Ja, guma sama sebe lahko napumpa. Kdaj ti pa to lahko pride prav? Najbolj preprost primer je, gume ves čas zelo pomalem zgubljajo tlak. In ta sistem ti pomaga tlak vzdrževati. Ampak pa imaš pa še druge primere. Guma ti je fejst spustila, se ne obremenjuješ kaj preveč, ker veš, da jo bo sistem sam napolnil medtem, ko se boš ti pel. Pa to zdaj ne govorimo za počeno gumo, ne? Ker pa vsi vemo, da boš ti sesul felt, tega nočemo. No, pol imamo pa še ta tretji primer, tam je pa daleč najbolj všeč. A vidiš tiste dva modra kroga? A veš, kaj je to? Gre za dva rezervoarja, v katero lahko ta pametna feltna shrani zrak in ta zrak bodo vozila v prihodnosti lahko ponudila na različen način. A veš, taksi v prihodnosti, dajmo jim reči, robotaksi bojo čez dan čisto avtonomno vozili ljudi. Po noč pa ne bojo stali, ker bojo dobili novo nalogo. A veš, recimo, da bojo morali po noč prevažati tovor. Ja, avto bo to valjda vedel. Izkoristil bo zrak shranjen na teh dveh rezervoarjih, na filu gumo bolj, po noč odfuril svojo furo, naredil en orange šiht, čez dan pa spet tudi za voljo udobja sprostil zrak ven, da bo vse skupaj malo udobnejše, mehkejše. No, ne mi reči, da to ni ena huda implementacija pametne tehnologije v prihodnosti. Da si bosta guma pa feltna ves čas pomagali, se bosta pogovarjale in prilagajale glede na obremenitve, ki jih čakajo. Ok, to je to za ta vlog. Ajde.